Ceste so po večini primerov v izredno slabem stanju, velikih je, ampak to ni upravičilo. Tukaj bo treba najti drugačen način za vzdrževanje cest. Zdržati bo treba do konca koncesijske pogodbe, potem pa mogoče te stvari tudi malo drugače zapeljati, v drugačni obliki, zato da se bodo stvari začele hitreje premikati in bomo prej prišli do cest, do takih, kot jih moramo imeti. Tekoče problematike je v Kamniku kar precej, to se bomo trudili sproti reševati. Tistih največjih projektov, nekaj, kar se jih bo pa treba lotiti, bodo pa tudi dodobra posegali v občinski proračun in za kaj dosti novega verjetno ne bo ostalo prostora. Danes se sicer zelo na glas govori, da v 4 letih pa s krajevnimi skupnostmi ni bilo nič narejenega in da krajevne skupnosti pa ne morajo čisto nič narediti. Jaz sem ravno z Vočnim potokam zelo prijetno izkušnjo, z gospodom Sršenom sva zelo dobro sodelovala v vseh 4 letih. Nisva vsega ponaredila, kar je za ponarediti, zagotovo ne. En sam ne more nič in tako kot je imel gospod Sršen ekipo tukaj v krajevni skupnosti, tako imam jaz tudi svojo ekipo za sabo, s katero kandidiram. Od mladih do starejših, rabimo znanje starejših, rabimo moč mladih, zato da gremo naprej. Sveže ideje, sveža energija, nekaj novega, čisto novo odkrivati je, mogoče včasih nima smisla, ampak z neko kontinuiteto peljati stvari naprej, verjamem, da lahko še veliko dosežemo. Kot podžupan se je dobro izkazal in samo tega župana si želim.